Livija, spet ponovno v teh mojih minutkah. Jaz sem se zdajle tulele zaprla v mojo mini pisarno in bom kar začela. Novo leto je in zato sem zbrala temo energijsko čiščenje, da nastavimo mogoče tudi to malo drugače. Ko se razbremenimo navlake zastalih energij, v prostoru v bistvu naredimo prostor tudi zase in lažje zadihamo. In jaz to zelo, zelo močno vem v praksi, pa sem še vedno švoh in zato sem se tudi odločila mogoče za to temo. In sem spisala med prazniki tudi e-knjigo na to temo. V bistvu sem obnovila eno delavnico, ki sva jo imela z Mihom, mojim sinom, že kakšne 2 leti nazaj, ker on je pravzaprav tisti, ki me je še bolj navdušil za to, kakor sem se v bistvu sama, no. Skratka, energijsko čiščenje ni nekaj mističnega, zapletenega, ampak je v bistvu redna skrb zase, a ne. Tukaj tudi jaz občudujem Miha, kako njegova družba, pa so ful mladi, kako jim je to dragoceno v bistvu. Ne samo pač stik z naravo, a ne, ampak tudi to, da naravo vnašajo v bistvu v prostor preko kadil in tako naprej. Tako da, ja, energijsko čiščenje je proces, en tak sveti ritual, če bi podala neko definicijo, pri katerem z uporabo različnih tehnik in pa orodij, ki jih bomo tudi malo pogledali, v bistvu ustvarjamo energijsko čistost lahko prostora, našega polja, a ne, našega polja ali pa polja druge osebe in pa predmeta. Mogoče je čudno, da bi prečiščevali kakšne predmete, ampak jaz sem ponavadi prekadila kakšne kristale, ki jih že dolgo časa nisem uporabljala, ali pa recimo, ko tale aroma nakit svoj prodajam, dam zraven tudi palo santo, da si doma prekadite, ker tukaj je le to ustvarjeno z eno drugo energijo, a ne, in je fajn, da se pol nastavimo na svojo za recimo kakšen nakit, ki ga redno nosimo. Okej, skratka, večkrat bom mogoče omenila še, a ne, te tri možnosti, se pravi prostor, naše polje ali pa predmet. In energijska čistost je res ključna za naše dobro počutje in s tem te ne bi mogla bolj strinjati, čeprav še vedno, kakor sem rekla, premalokrat se tega poslužujem. Pomembna pa je pri tem tudi namera, a ne, s katero vstopamo v proces, ki vodi proces, in pa da smo prisotni, zavestno prisotni takrat. Okej, če grem kar na energijska orodja, tule bi omenila seveda kadila v tem sklopu, eterična olja oziroma kakšna razpršila iz eteričnih olj in pa kristale, ki jih bom samo omenila, ker bi bilo to predolgo za mene, danes pa tudi nisem neki ekspert za kristale, a ne. In pogledali bomo tudi, kako se ta kadila uporabljajo v praksi. Okej, palo santo sem ga že pokazala, meni je zelo, zelo ljub, tole pol izgleda, ko se prižge, in jaz ga obožujem, njegov balzamičen vonj.
Sicer pa je sveti les oziroma Palo Santo drevo, ki raste v Južni Ameriki, v gozdovih Južne Amerike in šele ko naravno odmre, drevo po nekaj letih je šele pripravljen, da v bistvu iz njega naredijo te palčke, ki jih šamani že tisočletja uporabljajo za zdravljenje in energijsko čiščenje. In se mi zdi, da res prinese v prostor tako svežo energijo, navdih in eno tako jasnost. Poleg tega, da energijsko očisti prostor. Zopet ga lahko uporabljamo tako za prostor, svoje polje ali pa za predmet. Kako ga uporabljamo? V bistvu prižgemo svečko, ga pod kotom 45 stopinj prižgemo, nato ga takole večkrat ponovimo ta postopek, da bo ta dim čim bolj gost, aromatičen, in potem se s tem dimom premikamo po prostoru okrog našega polja, predmeta in ta dim pomaga odstraniti te energije, ki nam ne služijo, in da en tak občutek svežine. Seveda potem ga ne zavržemo, ampak ga odložimo v kakšno tako posodico. Jaz imam eno tole glineno, ali pa imam tudi eno tole tako školjkico, ali pa eno večjo tudi, tako da nekaj že lahko najdete doma. Skratka, in potem ta Palo Santo seveda uporabimo pri naslednjem ritualu, in je pol ta palčka kar za dolgo časa. Med v bistvu prejle dopoldne nisem imela nobenega vžigalnika doma, in sem si samo takole dala pod nos, da sem zaznala ta vonj, tako da že to je lahko kdaj na hitro nam pomaga. Okej, beli žajbelj. Beli žajbelj, v bistvu midva z Mihom naročama nekje na Nizozemskem, jaz ga imam za en paketek, on pa ga tudi posamično prodaja. Seveda je najboljši tudi naš domač, ampak mislim, da ga nismo našli tega belega tukaj. Skratka, je eno tako starodavno kadilo, beli žajbelj, ki ga že stoletja uporabljajo za čiščenje in pa vzpostavljanje nekega ravnovesja. Deluje tako, da nevtralizira energije, njegov močen aromatični vonj. Meni je beli žajbelj tudi zelo všeč, čeprav je res kar močen v primerjavi z Palo Santom, in se prav tako v bistvu prižge na svečki, pomaha po zraku, da ugasne oziroma ugasne ogenj, potem pa s tem tlečim žajblom se intuitivno premikamo po prostoru, in je en tak ritual, ki te res povabi vase. Okej, tudi to potem odložimo, da v to posodico ognjevarno, in se sam ugasne. V bistvu se kar dolgo traja, da se ugasne, Palo Santo je bolj hiter. Skratka, evo, in smo pri kadilnih mešanicah. Kaj so pa kadilne mešanice? Mogoče ste že kje zasledile, jaz nimam tule nobenega, ker sem vse porabila. Obstajajo kadilne mešanice,
ki se tudi uporabljajo za namen, energijskega čiščenja, ki so pa kombinacija kadil, kot sta na primer Palo Santo, žajbelj in pa kadilnih smol. Od kadilnih smol se, zelo veliko uporablja bosfelija. Jaz imam tulele, takole izgleda kadilna bosfelija, ali pa mira je taka rjava. Tole je slovenska smrekica, ki tudi pride v poštev. Drugače imam pa sama zelo rada tudi beli kopal, ki, ima tudi take malo večje, imam jih v drugem prostoru. Jaz iz tega kopala, pa pridobivam tinkturo, se pravi, jaz sama namakam v bioetanolu ta kopal in pol to tinkturo uporabljam za sprej in the moment. Tako da je, res, mi zelo dragocen ta beli kopal, ki je nežen po vonju pa močen po delovanju. Ja, to se pa prižiga v bistvu malo drugače. Jaz te smole prižigam v tej večji, s tem, da dam noter, pa nimam zdajle nobenega, ker je čisto mi zmanjkalo, takšne, tako izgleda, takšnele velikosti, okroglo, je oglje, ki se kupi v enih takih pokončnih tulcih, jih je enih 10 nanizanih, kakor so te, ne vem, šumeče tablete, no, ampak v resnici je to, ni v fiksni posodi, no. Skratka, to prižgemo s tistim Faracajkom, je najboljše, ke je tako dela malo na daljavo, to oglje, in to oglje začne prasketati. Ni pa to oglje isto, kot ga imamo za žerjavico, ke pečemo na žaru. Skratka, to je posebno oglje, in, potem damo na to tleče oglje, ki je v tej posodi, damo gor recimo smolo, ali pa pač kakšen prah, ki se lahko kupi. Obstajajo tudi kadilniki z mrežico, pa da je odspodaj svečka. Tudi to je primerno za smole. Te kadilne mešanice so v bistvu tudi ponavadi na teh palčkah, dišečih, Zdaj iskreno te palčke dišeče je po moje zelo težko dobiti naravne. In jaz, ne vem, če me ne bi vonj kdaj, mislim, izdal, nimam tako perfektnega vonja po moje za te stvari, da bi dobro, prav umetno palčko od naravne bi že našla, ampak, če so pa čisto vse, najbrž obstajajo pa tudi kakšne polrazličice, no, če me razumete. Skratka, jaz bi šla zdaj na eterična olja, ki so drugo orodje, če so kadila prvo orodje, In eterična olja so tudi močna energijska orodja za energijsko čiščenje, poleg tega pa ustvarijo tudi, občutek čistosti prostora, svežine, in tule bi omenila sigurno citruse, grenivka, limona, pomaranča, pač vsi citrusi, so odlični za razkuževanje in dezinfekcijo zraka in pa za energijsko čiščenje. V prostor prinašajo lahkotnost in pa dvignejo razpoloženje, zato, tudi v mojem razpršilu, ke ga bom pol omenila, v bistvu v vseh razpršilih so tudi citrusi, Ne samo zato, da dvignejo razpoloženje, tudi sicer
kot visoka nota so super, da jih takoj zaznamo. Njihov učinek sicer potem ne traja dolgo časa oziroma njihov vonj se najprej razkadi, na primer v primerjavi s kakšnimi smolami, kot je boswellia, pri kateri smo že evo zdaj, ki je zelo močno eterično olje in je znano po izrazitem čistilnem učinku tako za telo kot za prostor. In zaradi tega se že tisočletja najbrž uporablja v raznih verskih in duhovnih ritualih po vsem svetu. Potem je eterično olje žajblja. Žajbelj sem že prej omenila, da nevtralizira energijsko polje, pripomore k energijski čistosti, tako kot rastlina deluje v tem primeru eterično olje. Deluje prizemljujoče in pa pri vzpostavljanju notranjega ravnovesja. Eterično olje črne smreke je potem recimo četrto po vrsti, je naravni antiseptik in je tudi ponekod del duhovnih ritualov. Pomaga pa pri odpiranju tudi dihalnih poti in s tem že pride nekako lahko do pretoka energije v telesu. Tukaj bi omenila še zračenje na tem mestu, kar se mi zdi zelo pomembno in je eden najbolj pomembnih in najpreprostejših, osnovnih načinov energijskega čiščenja. Okna odpremo in zrak že kroži in pomaga odnašati te zastale energije in pa tudi poglablja naš dih, kar nam poveča energijo in vitalnost. Da popršiti eterična olja sem že v prejšnjem mesecu predavanja malo razlagala, kaj potrebujemo. Seveda potrebujemo kakovostna, po možnosti ekološka eterična olja in pa ustrezen pripomoček, to je lahko difuzor ali pa pršilka. Difuzor najbrž vsi poznamo, da se v to posodo se da od 5 do 10 kapljic eteričnega olja ali pa mešanice, odvisno od velikosti prostora je število kapljic, se doda potem do črte neka destilirana voda ali pa tudi hidrolat lahko. Pri popršitvi eteričnih olj, seveda rabimo neko razpršilko, ki ne vem, izgubila sem, kaj bi še mogla. Skratka, eterično olje damo v koncentriran etanol, ponavadi ga rabimo vsaj 70%, da se bo do eterična olja raztopila. V razpršilih je ponavadi 5 do 5 gramov eteričnih olj in potem damo razliko pa še potem destilirano vodo. Skratka, na tem mestu pri eteričnih oljih bi omenila še morsko sol. Eterična olja lahko dodamo tudi morski soli in morska sol je znana po svoji sposobnosti vpijanja negativne energije. Kako jo uporabiti? Se mi zdi, da je pa s tem kar nekaj dela, oziroma dela. Da potem se izogibamo tem posodicam, tako da jaz sem samo enkrat to izvajala. Damo v neke majhne posodice, nastavimo v kote in pustimo 2 dni. Lahko odišavimo tudi z eteričnim oljem. Se pravi, ko dodamo soli eterična olja, se na nek način odišavi še prostor. Jaz sem tule takrat uporabila trgrnilko, ker kakšno sandolovino, boswellijo ali kaj takega seveda ne bomo dali, ker so zelo draga eterična olja. Ali pa tudi
po želji. Skratka, ja, no, zdaj sem pri razpršilu Energy Cleansing. Jaz sem ga ustvarila ravno s tem namenom energijskega čiščenja in da bo en tak sprejček, ki bo primeren po vsakem čiščenju, pospravljanju doma za osvežitev bivalnih in pa delovnih okolij. Noter so v bioetanolu naravna ekološka eterična olja, in sicer vse to, kar smo govorili. Bosfelija, mira, črna smreka, žajbelj, brin in pa grenivka. In pa dragoceni drobni kristalčki, ki podpirajo ta čistilni učinek. Zbrala sem kameno strelo in črni turmalin, ker sta znana po svoji sposobnosti energijskega čiščenja in za ustvarjanje zaščitnega tega olja. Pa zbrala sem tudi citrin, zato ker je pa en tak sončen kristal s pozitivno energijo, veseljem, da v bistvu s tem napolnimo prostor. Tako da ja, to razpršilo po potrebi podšpricamo seveda v prostoru in lahko popršimo tudi okoli svoje avre, a ne. Okej, da vidim jaz, kje sem. Proti koncu. Koliko časa na koliko časa v bistvu energijsko očistiti prostor? Jaz bi rekla vsaj enkrat mesečno, da se res lotimo tega zares, ali pa vsaj na tako sezono, sem nekje prebrala, a ne, vsak letni čas. Lahko pa seveda popršimo to po prostoru, po vsakem pospravljanju, čiščenju, kadar želimo osvežiti, ali pa da okrog sebe v bistvu kadarkoli želimo nekako v bistvu biti bolj lahkotni, da zaznamo nemir, težo, a ne, in se počutiti bolj lahkotno, no. Tako da na hitro bi omenila samo omenila kristale, a ne, ki nam lahko tudi pomagajo pri energijskem čiščenju. Kameno strelo, črni turmalin, citrin sem že omenila, dodala bi še selenit, šumovit. In recimo selenit, jaz ga imam v bistvu tak bel kristal je, mlečen izgleda in je moje taka palčka, a ne. In ta kristal, dobro, lahko bi ga dala na polno luno ven, a ne, ampak to se redko spomnim, priznam. In da bi ga sprala pod tekočo vodo, če ga dolgo časa ne uporabljam, pa tudi ni primerno za selenit, da se spira pod vodo. Zato recimo selenit jaz v bistvu grem okrog, pod kristal se postavim, pa v bistvu s tem palo santom prekadim. Okej, evo, jaz bi samo še to omenila, se pravi, čistimo lahko energijsko polje, torej izvajamo zase ali pa za drugo osebo, a ne. Kako to naredimo s prekajevanjem? Lahko tudi z razpršili. Če prekajujemo to polje, se pač pomikamo po celem, okrog celega telesa osebe, lahko si pomagamo še s kakšnim dolgim peresom, a ne. To so bolj ti, ki se s tem ukvarjajo, oziroma ko prideš kam na kakšen obred, meditacijo ali kakorkoli te bojo včasih prekadili. Kot sem že prej omenila, je mene za to navdušil Miha, moj sin, ki je vsakega, ko je prišel k njemu na kakšno delavnico ali pa tudi na kanaliziranje, se je
prekadil, a ne, in, v Bosni, ko smo imeli duhovni retrit na piramide, smo se skozi prekajevali in takrat sem še bolj vzljubila to početje. Ja. Potem smo rekli prostor, a ne, je druga stvar. Vse se začne z redno skrbjo za prostor, pospravljanje, prezračevanje, lahko prekajujemo, oziroma čistimo prostor s prekajevanjem, lahko s soljo. Tudi vodo eni uporabljajo, da nastavijo v kote vrče vode, ali pa seveda z razpršili, a ne. No, prostor jaz kar ponavadi z razpršilom prečistim ali pa s kadili, kaj drugega pa ne uporabljam. In pa predmet, no, že prej sem omenila, zakaj bi sploh čistili kakšen predmet. Jaz čistim kristal in pa ta aroma nakit. Vedno damo zraven še palčko palo santa, da si lahko, preden ga začne kdo uporabljati, prekadi, in nastavi na svoje energije. Evo, tako da jaz bi, rekla za zaključek, da energijsko čiščenje ni nekaj, kar naredimo enkrat in pozabimo, ampak naj bo to redna skrb zase in za svoj prostor, in to zdajle govorim tudi tebi, Darja. In naj nam služijo kot ti rituali, kot ena taka podpora pri ustvarjanju prostora, da se bomo dobro počutili. In to je to za danes. Lahko pokukate tudi k Maruji za tole razpršilo, Energy Cleansing, obstaja pa še paketek, kjer pa v bistvu je zraven še, poleg razpršila še taka posodica, palo santo in pa žajbelj. To je pa maksi čistilni ritual. Evo, lepo bodite in se gledamo, naslednjič, oziroma ja, še povem, moje gostje so tudi dve v tem mesecu, in sicer Martina, moč ega, in, Lena, ki bo pa govorila o v bistvu notranji ekologiji in kako mi, z delom na sebi v bistvu tudi lepšamo svet. Evo, to je to. Lepo bodite. Čau.